Dobrodošli v današnjem ad hocu. Danes gostim fotografinjo, snemalko, popotnico, skratka avanturistko in umetnico na številnih področjih, Ajdo Zupan. Ajdo, dobrodošla. Pozdravljen. Kako si? Kako preživljaš poletne dneve? Se kopaš kaj? Pa niti ne, nisem se še uspela kaj dosti kopati, v bistvu sploh nisem še prišla v ta mood poletja, ker sem delala zadnje 3 mesece dosti, tako da ja. Kako sicer preživljaš dopust? Si že bila kje? Nisem še nikamor šla, kot pravim, zadnje 3 mesece v bistvu sem delala sem na enem reality šovu, tako da sem bila v takem mehurčku in zdaj prihajam počasi ven iz njega. Slišal sem, da rada potuješ. Kdo te je navdušil za to? Kdaj je to bilo? Ste mogoče z družino potovali, ko si bila majhna? Pa ne vem, kdo me je navdušil. To je tako spontano prišlo, ta neka želja po raziskovanju, po odkrivanju. To se mi zdi, da je nekaj, kar je že v meni, tako da naravno je prišlo. Kako se pa spominješ tvojega otroštva? Kaj si recimo želela postati, ko bi bila velika? To se ne spomnim, ampak vem, da sem vedno imela to neko željo po ustvarjanju, raziskovanju. Spomnim se, na primer, da sem imela v kopalnici eno tako vrečko z slikarskimi pripomočki, s čopiči, z nekim predpasnikom. Sem imela tak predpasnik na Tom in Jerryja in to sem si ostala gor in pol sem slikala in ustvarjala in vedno sem nekaj delala. Na srednji šoli si bila na umetniški gimnaziji, potem pa si šla na likovno akademijo v Ljubljano. Nekaj časa si preživela tudi v tujini, v Pragi. Kako si izbrala prav češko? Kako je bilo? Pa vsi so ful hvalili to šolo, filmsko FAMU v Pragi. Jaz nisem v bistvu, mogoče me je to zdaj stran povedati, ampak nisem dosti vedela o tem, ampak so rekli, dobra šola. Pol sem se malo pozanimala in sem rekla, probam in so me sprejeli. Si bila takrat prvič sama tako v tujini za dalj časa? Koliko časa si preživela tam? Pa šla sem samo za 1 semester v Prago v bistvu študirati. Sem že bila kdaj tako šla sama potovati ali pa kaj, ampak prvič sem mogoče živela sama v tujini, prej sem v Ljubljani živela. Kakšni izzivi so te čakali, ko si živela sama? Jezik poznaš, govoriš dosti tujih jezikov? Pa češčino, imela sem srečo, da sem imela cimro, ki je Čehinja in tudi umetnica, restavratorstvo je študirala. Tako da sem imela in neko češko družbo in mednarodno družbo, tako da sem vedno probavala. Ampak moram pa reči, da najboljše sem se češko naučila, ko sem šla na en tečaj v sklopu študija preživetja v divjini, kjer smo na koncu bile samo 2. Naj nas bi bilo 10, ampak so se ljudje ostali ustrašili, ker je bilo napovedano slabo vreme. In smo šli v bistvu v to neko divjino, kao divjino. In ta učitelj, ki me je sicer tudi učil plezanje, je ves čas govoril češko, ker ta druga punca je bila Čehinja. In sem se mogla naučiti. Uporabljaš še kaj češčino? Pa kdaj, če spoznam kakšnega Čeha ali pa Čehinjo ali pa pokažem, da znam, ampak ne najboljše. Si pogrešala mogoče kaj dom, takrat, ko si bila odtujena od tukaj? Pa se mi zdi, da najbolj sem psa pogrešala. Ampak je toliko enih stvari se dogaja in vsak dan nekaj novega, novi ljudje, nove situacije, da se mi zdi, da niti ne uspeš pogrešati. Na potovanje si se pa potem podala tudi sama, na solo potovanje, prvo v Jordanijo. Kako je prišlo do izbire te države, Jordanije? Ja, to je tudi smešna zgodba. V bistvu sem bila v svoji sobici v Pragi, nekako je bil že proti koncu tega semestra in sem rekla pa, da vidim, kakšne so kaj poceni karte, kam letijo. In sem malo brskala in potem je prišel Aman in sem bila tako, Aman, ne vem točno, kje je to. Tudi zdaj mi je tudi tako povedati glupo, da nisem točno vedela, kje je Aman in nisem vedela dosti o Jordaniji. Ampak sem bila tako, malo sem pogooglala, ful dobri falafli, pa sem bila lačna takrat. Karta je bila tako 30 € in sem rekla, ajde, pa dajmo v Jordanijo. Koliko si bila stara takrat? Joj, ne vem. To pa bi mogla si izračunati, veš. To je 22 sem bila, recimo. 21, 22 sem bila. Pa še nekaj sem zafrknila glede letalske karte. Najprej sem planirala iti za 2 tedna in sem v bistvu, je bila Češka v češčini, je pisalo vse.
tako da pol sem nekaj zafrknila in na koncu je 3 tedne prišlo vse skupaj. In te je bilo kaj strah, da greš tako sama ali si upala že od začetka? Si bila pogumna? Pa se mi zdi, jaz sem ful taka, da pač samo grem in se vržem in karkoli se zgodi, se zgodi. Vem pa, da tisti feeling, ko sem v bistvu, smo šli z letalom in ko smo se tik preden smo se spustili v Jordanijo, ko vidiš to pokrajino, sem čutila tako, ne adrenalin, ampak ta navdušenje, nekaj novega, tako ja, prav je, da to delam. Si imela mogoče kakšno kolegico, ki tako sama potuje, ali pa kolega, da ti je povedal, kako je? Pa se mi zdi, da v mojih krogih je dosti ljudi, ki potujejo sami, ki so navdušeni nad tem, ampak ne vem, to je bilo v meni, da moram iti, tako da to je to. Rekla si, da si šla z najmanjšim ruzakom možnim, je bilo dovolj stvari, kako si se znašla glede tega? Ja, to pa je tudi. Šla sem in še to ni bil nek ruzak, ki bi imel dosti žepov. Bil je ena taka vreča, ki jo je sodelavka od moje mame v bistvu sešila in sploh ni imela nobenega žepa, v bistvu je bila ja, vreča. In še sem šla s fotoaparatom, z enim objektivom. Tako da ne vem, kaj mi je bilo in zakaj sem se tako odločila. Se mi zdi, da takrat sem hotela čim bolj poceni priti skozi, čim manj stvari, bom že neki in je šlo skozi, no. Dosti doživeti si doživela, kje si spala, koga vse si spoznala, kaj je bilo recimo najboljše, najslabše recimo? Ja, v bistvu jaz tudi nisem vedela, da sem potovala v času Ramadana v Jordanijo. To je čas, ko se muslimani postijo in spet prekinejo ta post, rečejo temu zajtrk ob sončnem zahodu. Takrat je, ponavadi ni v poletnih mesecih Ramadan, tako da jim je bilo že kar težko, proti koncu je bilo res dolgi dnevi. In sem rekla, nič, jaz se moram čim bolj vključiti v kulturo, meni je to pomembno, da spoznam in sem bila, ja, jaz bom prvi dan se tudi postila. Ampak oni, ko se postijo, pač ne hodijo okoli. Aman je tudi 7 hills, rečejo, 7 gričev je ful hribovit. In jaz sem po največji vročini, tako 40 stopinj, hodila okoli po mestu, jaz sem bila, gotova sem bila. In še takrat samo vodo si imela? Ma ne vem, niti vode ne pijejo, ne spomnim se, mogoče vodo sem si pol kasneje kupila, ja. Ampak še sem imela en telefon, ki ni lik sodeloval z mano, baterija mi ni nekaj delala, mogla bi še priti ta večer do ene punce, pri kateri sem spala, couchsurfala, in sem šla pol v downtown, se reče, torej ta nek stari glavni del mesta, in sem rekla, ajde nič, ni še konec posta, ampak si bom privoščila en sok, ker pač ne morem tako več. In takrat sem spoznala svojo najljubšo novo pijačo, to je lemon mint, torej zmešajo limono in meto v tak zelen sok z ledom in je to postalo nekaj res najboljšega. In še ko sem se pogovarjala s tem, ki je delal sok, sem ful ga nekaj spraševala. In me ni točno razumel, kaj govorim, in je prišel iz sosednje trgovine en pomagatelj, Jusef, ki je ful dobro govoril angleško in mi je pomagal izbrati sok in pol je bil tako, daj usedi se tle pred mojo trgovino, predal neke obleke in bil tako, kako si, kaj se ti dogaja, in pol je bil tako, daj boš ti jedla danes z nami zajtrk, torej boš prekinila z nami post. Pol mi je še napolnil telefon, ga je nesel kar na neko drugo stran ulice, sem tako, Pol sem spoznala ful enih še njegovih prijateljev in pol smo res vsi skupaj jedli, ne vem, kaj je bilo, humus, falafel, sredi ulice, sredi največjega, ker takrat res med Ramadanom po noči mesto zaživi. Imajo tudi lučke, kot novoletne lučke, božične, obešene po ulicah in mesto res je zaživelo, vsi so prišli ven, tam ješ in to mi je, se mi zdi, najlepše v teh arabskih mestih, da ves čas mesto živi. Si bila prvič krat v arabskem svetu? Ja, dejansko sem bila prvič v arabski državi in sem se zaljubila takoj, to je bilo pa tako, da se samo eno državo sem takrat spoznala, ampak pač tako, ta kultura mi je ful blizu, pol sem tu izvedela, da moje ime pomeni v arabščini nekdo, ki se vrača nazaj in tako sem se počutila. Si se vrnila še kdaj potem v Jordanijo? Ne, ampak vsako leto planiram in si želim iti nazaj, ampak nekako še mi ni to ratalo.
Je pa bila ena moja prijateljica iz Anglije, zdaj v Jordaniji 2 meseca in sem rekla, please, pojdi pogledati te ljudi, tega Jusefa, kaj se dogaja in je šla. Kako ste ljudje sprejeli, spoznala si dosti ljudi, pri katerih si spala, tudi beduine v puščavi, kako je bilo? Ja, to je tudi kar zanimivo. Odločila sem se, da bom delala prostovoljstvo, work away, in sem pa našla ene beduine, ki so sprejemali prostovoljce in sem pa prišla v to puščavo. To je tudi ena posebna izkušnja. Ta jordanska puščava ni pesek, ampak je kamen in je tako vseh možnih barv, prelivajočih, oranžne, roza, rdeče in je res tako. To gledaš in si sredi ničesar. In sem bila v tistem kempu in sem, ne vem, malo pomagala s hrano, malo s preoblečenjem postelj, ne spomnim se sploh, kaj točno vse je bilo. Ampak, ja, posebna izkušnja. Tudi za jogo si imela čas, ne? Veš, kaj je bilo pa še boljše? Da sem spala tudi dosti v puščavi, da sem spala zunaj večinoma. Sem imela svoj šotor sicer, ampak sem si dostikrat nesla jogi ven in sem spala pod zvezdami. Takrat sem prvič izvedela za lunin zahod. V bistvu po noči je luna ful sijala in sem bila tako, kje so vse te zvezde zdaj. In pol čez par ur je luna tako postala vedno bolj rdeča in zahajala za temi gorami in pol je zažarelo nebo v zvezdah. Eno dogodivščino si imela zadnji dan, ko nisi imela prenočišča, potem si skoraj da zamudila letalo. Kako je bilo takrat? Si se ustrašila kaj? Niti ne. Ja, res sem, predzadnji dan sem prišla v Aman nazaj in nisem dejansko imela nič splaniranega, kje bom spala, kaj bom. In sem šla do teh mojih prijateljev, s katerimi sem prve dni preživela nekaj časa in so mi bili tako najbolj veseli, najprej me peljali jesti in vse to. In potem so rekli, ti nič ne skrbi, mi imamo eno prazno stanovanje tle okoli, mi ti damo ključ in ti boš tam spala. In to se je zgodilo. Potem sem jih šla še zjutraj pozdraviti in ja, sem se odpravila na letališče in vzela sem taksi do avtobusne postaje, odkoder bi šla na avtobus za letališče. In s tem taksistom se nisva najboljše sporazumela. On ni točno razumel, kam jaz hočem. Jaz sem vseeno že malo poznala to pot in je vozil mimo, pol sem tako In nekako so pol se sporazumela, ampak sem zamudila ta avtobus, ki je šel na vsako uro. In pol sem šla pa še na naslednji avtobus, kaj pa čem. In je bila pa največja gužva tako na cesti in sem bila tako, ok, pa če zamudim letalo in ostanem v Jordaniji še nekaj časa, v bistvu mi ni panike. V bistvu bi imela za spati, za jesti vse. Tako da ja, na koncu pa se je izkazalo, da je letalo imelo 1-urno zamudo, tako da se je vse lepo izteklo. Ja. Imaš še kakšne danes stike s kom iz Jordanije? Imam z nekaterimi ljudmi, z eno žensko, ki v bistvu ni Jordanka, ampak Nizozemka, pri kateri sem tudi bila par dni in sem ji snemala neke videe za jogo. Pa z eno, pri kateri sem couchsurfala. Pa en je v bistvu tudi ful znan, pri kateremu sem delala, ki ima roza jamo. S tem Jusefom pa sem v bistvu izgubila stike, ker ves čas menjajo te številke, jaz ne vem, kaj je to fora. Moram pa še povedati, da sem dobila tudi darilo od njih, potem ko sem prišla nazaj v Slovenijo. Danes sem te uhane so mi poslali. Ta Jusef mi je poslal te uhane, ki je vedel, da so mi ful lepi. Pa ful so mi hoteli dati neka oblačila in to se zdaj nisem hotela jemati od njih toliko, ki meni je to ful grozno, da oni že, Arabci že tako imajo to gostoljubnost in vse bi ti dali in je tako tudi, če nimajo. In tako ne, dovolj, ne, nočeš jemati, ne, nočeš izkoristiti tega. Ampak ja, no, so mi vseeno pol to poslali. Ja, veliko krajev si že obiskala, v enega pa se prav posebej rada vračaš, to je Istanbul. Zakaj? Kaj te je tako očaralo tam? Pa v Istanbul sem šla, ker je moj prijatelj tam študiral in sem rekla, če je že tam 10 mesecev, ga bom itak da enkrat obiskala, pa imela sem še
iz Istanbula je moja cimra v Ljubljani bila, pa pol sem še na eni izmenjavi spoznala pa ljudi iz Istanbula in sem rekla, to je to, zdaj pač imam da spati, če hočem iti, grem. In Istanbul pa ima res toliko enih posebnih, ne vem, in je moderno, in je tradicionalno, in največja beda, in najbolj bogatstvo, recimo. Vse najdeš tam. In tudi najbolj ljudi tradicionalne in netradicionalne in alternativne. In se toliko enih stvari meša, da ne vem, sem se zaljubila v to mesto. Kdaj si šla prvič? Kolikokrat si bila zdaj? Zdaj sem bila v bistvu samo 3-krat. Upam, da grem letos še prav kmalu nazaj. Prvič, ko sem šla, ja, ne vem, katerega leta je bilo, to se ni važno, 3 leta nazaj, mogoče 4. In sem najprej spala malo pri tej cimri in njenem možu, ki sta dobila otroka, pa sem spoznala en del tega življenja, družinskega, recimo. Pol sem bila pri temu prijatelju, ki je živel tudi na enem malo bolj takem bejolu, takem delu Istanbula, ki je malo mogoče sketchy. Ja. Ti ni nikoli dolgčas, ko greš drugič, tretjič tam, delaš nove stvari? To mesto je res tako veliko, da vsakič je nekaj novega. In hkrati pa vsakič znova obiskujem ljudi. Naprimer, prvič, ko sem šla, sem spoznala enega prodajalca in tudi na eno tržnico sem šla. In pol naslednjič, ko sem se vrnila k istim ljudem. Čez leto, čez 2. Leto, 2, ja. In so se me spomnili in me bili ful veseli. Zdaj, naprimer, 3 leta, po 3 letih, ko sem šla na eno tržnico in sem srečala enega fanta, ki je bil 3 leta nazaj fantek. In sem tako, oh my god, jaz sem tvojo fotko izpred 3 let nazaj, ko si bil mlajši. In ne vem, to povezovanje z ljudmi je ful pomembno. No. Kako ti je pa turška hrana? Obožujem. To pa res, ne vem, sploh kaj sline imam. Čikofte je naprimer nekaj, kar me je ful navdušilo. Je v bistvu veganska hrana. Včasih so to delali iz surovega mesa, ampak ko so imeli pol ljudje težave, so začeli delati kot vegansko verzijo. To je v bistvu kot nek bulgur z nečem zmešan, kot neka taka masa, ki jo pol zaviješ v solato in še limona. Povabiš kdaj koga iz Turčije, recimo tudi v Slovenijo? Se je kdaj to zgodilo? Ful si želim, da me obiščajo te moji prijatelji, ampak zaenkrat me še niso, razen ta cimra, no, ki je tako živela v Sloveniji. Ampak si ful želim, no. Vedno hočem to neko gostoljubnost, ki mi jo oni ponudijo, vrniti. Ampak je pa itak za njih malo odvisno, kakšno vizo imajo, recimo, ampak je mogoče malo večja težava za njih kot za nas, ki lahko gremo kamorkoli. Enkrat si šla celo z avtobusom do Istanbula, iz Romunije. Kako si se za to odločila? Kaj si delala v Romuniji sploh? Ja, to je bilo pa lani. V bistvu najprej sem šla v Romunijo, za en dan sem šla na eno ful veliko meditacijo. Pol sem šla na nek evropski projekt in pol sem rekla, pa nič, iz Romunije je samo 10 ur z avtobusom v Istanbul. In sem šla in je ful zanimivo, ker takoj, ko priješ na avtobus v Istanbul, je v Romuniji na avtobus za Istanbul, dobiš in črni čaj in te sladkiše in ne vem kaj in tako je ta feeling, da veš, kam greš. In takoj slišiš turški jezik in tako. Sem čutila neko domačnost v bistvu v temu. S čim sicer najraje potuješ? Ali si odprta za vse možnosti? Ja, za vse možnosti. Vse, kar je v dani situaciji najbolj convenient, kako se to reče v slovenščini. Se mogoče kakšnih destinacij izogibaš? Ali greš povsod rada? Pač imam destinacije, ki me ne vlečejo. Naprimer v Ameriko, vsaj tako Severna Amerika me ne, ali pa USA, ZDA. To je nekaj, kar ne. Imam pač destinacije, ki ko pomislim na njih, je tako, wow, ja, hočem iti tja, hočem se vrniti, nekaj pa pač tudi, če ne. Kaj je tisto, kar iščeš na potovanjih? Ja, lih to, da se najbolj povežem z ljudmi, da res poznam ljudi, kulturo. Naprimer v Istanbulu sem prve dni imela tako malo krizo, ker sem bila malo zaprta pač tem mojim prijateljem Slovencem in nisem imela še te neke
pristne izkušnje. In pol sem šla na nek market, ko se je zapiral in pol se stvari kar začnejo dogajati. In sem spoznala enega fotografa lokalnega in sem malo pohengala, spila čaj. Pol sem, ne vem, hodila še naprej po teh ulicah, pol je neka poroka se je tam dogajala in sem malo izmenjali par besed, pa pol sem še naprej hodila pa spoznala ene tipe, s katerimi smo tudi čaj pili. In to neko povezovanje z lokalnimi ljudmi me ful napolni, no. Da spoznam, kako ljudje še živijo. Si pa tudi teroristični napad doživela? Ja. Ja, to je res. No, nisem doživela, tako na srečo nisem bila takrat tam, ampak ja, mamo sem peljala v Istanbul in je ta ulica Istiklal, to je najbolj znana ulica, kjer je tako, pač tako je ljudi, ne moreš se premikati, ful te neki šopingi, bla, bla, bla. Mislim, da je kilometer dolga ulica. In tam smo se vsak dan sprehajali gor in dol, ker smo imeli tudi na poti ta hotel. In pol smo šli en večer v hamam, to je ta nek Turkish bath, ko te skopajo in namilijo in priješ ven tako kot rožica. In pol pridemo ven iz tega hamama in jaz pogledam na telefon, tako ne vem koliko neodgovorjenih klicev, sporočila, kaj si v redu, ne vem kaj. In pol zvemo, ja, da se je na tej ulici zgodil napad. Da ste bili kar blizu, ne? Ja, precej. Kako je bilo med covidom, si tudi kaj potovala? Ne spomnim se tega obdobja, sploh po moje sem ga čisto zbrisala iz glave. Si po sklopu evropskega projekta šla tudi v Palestino? Ja. Kako si tam pristala, za kakšen projekt je sploh šlo? To je pa v bistvu Zavod Voluntariat je dal en razpis za mlade, za tako neko izmenjavo v Palestino. V bistvu še danes ne vem točno, kaj je bil naš namen tam točno. Malo je bilo vse tako ne čisto jasno. Ampak ja, smo pa bili pol v eni občini oziroma mestu Birzeit, kjer je tudi največja univerza v Zahodnem bregu. Je bilo pa to tudi kar težko, no, vedela sem, da v Palestini da je situacija napeta, da kaj se dogaja, ampak vsak dan vseeno zveš neko novo zgodbo, novo informacijo, kaj se dejansko ljudem tam dogaja. In me je kar pretreslo, ja. To je bilo še pred vojno? Mislim, vojna se v resnici v Palestini dogaja že ves čas, ni se začela oktobra. Sploh zame to ni vojna, no. Ampak ja, na primer na Vzhodnem bregu imajo te kanistre z vodo na blokih, tam imajo tako te ravne strehe in pač Izrael nadzira, koliko vode dobijo in vsak teden jim napolnijo in če ti pač, ali pa jim ne napolnijo, kot si izmislijo, in če ti pač porabiš to vodo, je pol nimaš in čakaš na novo, potem jim ne vem kaj še. Kako pa s turisti? Načeloma, ne vem, nisem spoznala dosti turistov, ki mi smo bili vseeno malo bolj odmaknjeni od tega dogajanja. Ampak ja, je vse, pač tako so okupirani in imajo avtoceste, ampak jih ne smejo voziti samo Izraelci, tako da morajo vzeti, ne vem, namesto da bi 30 minut rabili za eno destinacijo, rabijo 3-4 ure, ko morajo okoli. Po težave, ne vem, in s kanalizacijo, odvoz smeti, pač aretirajo, v zapor te dajo, ker odnašaš smeti, take scene, bizarne. Si pa imela kakšno zanimivo izkušnjo v Izraelu na letališču, ne? Ja, to sem bila pa kar napeta, zato ker sem v bistvu nosila, ne vem, neke uhane z znaki Palestine, pa en fant mi je dal verižico na palestinsko zastavo, pa majico sem imela, pa ne vem kaj še vse. In na letališču v Izraelu, v Tel Avivu je znano, da ful prilejujejo in dejansko greš skozi posebne točke. Najprej ena ženska pred mano so ji gledali tudi v telefon, tako v WhatsApp so ji gledali, s kom se je pogovarjala, jaz sem že vnaprej pač dala dol vse slike, vse pogovore, ne vem kaj, se moraš res tako pripraviti in pripraviti neko zgodbo, tudi s to skupino, s katero smo potovali, smo šli pač nekako vsak posebej.
oziroma eni v grupah in jaz sem šla sama in so me dali pol itak v neko posebno vrsto za pregled, ko greš skozi te, ko pač Ko ti pogleda, ja. ja, ko ti pogleda prtljago. In jaz sem tako, pač če mi zdaj najdejo vse to, kar jaz nosim, me bojo zasliševali par ur, kje sem bila, kaj sem delala, ker jemljajo to ful resno in je to ful ne smeš povedati, kje si bil. In mi začne tako jemati vse stvari ven in tako pregledovati in vsi sem tako, ojoj, kaj zdaj? In pol je pač, tako ruzak je bil in tle spredaj bil en žep, ampak je tako nekako poravnan in pač v tem žepu sem jaz imela vse te stvari in ga dejansko ni opazil. In če jaz sem pol probala malo tako ga zamotiti. In mu govoriti pač neke stvari, ojoj, a lahko to zaprem, joj, pušča, ne vem kaj, pač kar neke stvari, ampak ful so tako resni in ful so tako, sigurno imaš kaj, ne. In dejansko sem ga zamotila in potem Si dobro prišla skozi? sem ful dobro prišla skozi, še dobro. Dobro. Če ne bi mi prepovedali vstop. Mogoče bi še danes bila tam. Upam, da ne. Ja. Si imela tudi kakšne izkušnje z Izraelci mogoče? Ali samo na letališču, ko so te pregledovali? Ja. Se mi zdi, da najtežji moment, ampak en velik šok je bil, ko mogli smo potovati skozi Izrael, skozi Tel Aviv. In smo šli še pol na koncu te izmenjave, smo šli iz pač od Zahodnega brega v Istanbul in najtežje, ko priješ ti skozi ta zid in je kar naenkrat vse normalno in vsi normalno hodijo, nimajo nobenih težav, nobenih ne izvaja nasilja nad njimi, nobenih ne okupira, vsi so veseli, bla, bla, bla in res tak šok, kaj se pa dogaja par metrov zraven, kako ljudje komaj živijo, pač se res borijo za obstanek in je bilo to šokantno. Ja, pol sem se še z vlakom sem se peljala do letališča, tam tudi ful enih mladih ljudi, tako ne vem, 18-letnih ali pa manj, punce, fantje v vojaških uniformah s temi brzostrelkami, ali kako se temu reče, ki so prepričani, da pač delajo prav in da je tam znotraj zida so njihovi največji sovražniki in da je treba jih... Kako zdaj doživljaš to, kar se dogaja dol? Imaš tudi to Rutko? Ja, seveda. Ful zahtevno valjda spremljati. Mislim tudi ne vem, to, da smo mi tako privilegirani, da lahko tle sedimo, se pogovarjamo, da lahko prosto hodimo okoli in v bistvu samo par tisoč metrov stran se dogajajo grozote in da ne vem, to stradanje in pobijanje in izživljanje v bistvu Izraela nad Palestinci je kar težko sploh razumeti, da se to dogaja. Ja. Zdaj, kot si že rekla, lahko cenimo v Sloveniji, kar imamo, ne? Če gremo malo na bolj srečne teme, pripravljaš sama tudi dokumentarni film, na to temo o Sloveniji, v prav določenem kraju. O čem gre film? Kako je prišla sploh ideja za to? To je pa dokumentarni film, ki je v bistvu ful zanimiva zgodba, ki je slučajno nastal, ne slučajno, v bistvu v Sožidu delam, to je ena vas zraven Kobarida. Tam ima moja mama korenine, tam je imela njena mama hišo, imam sorodnike tam. In jaz sem v bistvu med covidom sem snemala kot vaja na faksu en filmček in sem iskala eno hišo, kjer bi lahko to snemala in mi je en lokalc rekel, pa daj poglej v Zoranovo hišo. In jaz sem rekla, Zoranova hiša, v bistvu sem jo celo življenje gledala tam iz Sožida, je bila čisto zraven in pol pridem jaz not, našla sem ta ključ in tako odprem vrata in ta hiša je bila 10 let prazna, noben ni stopil v njo in jaz sem bila prva po 10 letih. In tako vse čevlji na tleh, vse obešeno, tako šalica na mizi in najbolj me je pretreslo, da ko sem šla v spalnico in je bila postelja odgrnjena, tako kot je pač ta gospod, ki je živel tam, odgrnil. Ker on je 10 let nazaj
oziroma zdaj verjetno že 15, so ga peljali zjutraj v bolnico in pač je umrl tam. In je bilo v tej hiši čuti, čeprav je bila 10 let prazna, toliko neke prisotnosti in toliko nekega, je bilo kratko malo močna izkušnja in to me je spodbudilo, da začnem v bistvu spremljati neke prebivalce na vasi, ki imajo podobno usodo, ki nimajo nobenih zanamcev, ki bi poskrbeli za te hiše njihove in bo vse ostalo pač tako, kot je bilo. To je tudi osrednja tema potem. Ja, in potem sem našla še Brunota, to je en prebivalec Sožida, ki je tak posebnež v svojem svetu, umetnik in ga zdaj spremljam že par let, tudi moj prijatelj je, lahko rečem. Upam, da ga ne čaka taka usoda, ampak... Kako daleč je film? Kdaj ga bomo lahko videli, kje? Upam, da ful kmalu. Ta film je doživel ful enih zapletov, različnih, o katerih mogoče ne bom niti govorila javno. Ampak zdaj je trenutno v montaži. Na tej točki je pa kratek dokumentarni film, 1,5 ure bo in se ful veselim, da pride ven. Si sama ustvarjala, koliko vas je sodelovalo pri tem projektu? Koliko časa zdaj traja od prvega dneva, recimo, do danes? Preveč. Preveč. V bistvu sem ta film začela razvijati na dokumentarnici, to je en dokumentaristični laboratorij društva DSR, Društvo slovenskih režiserjev, so razpisali v bistvu prvo leto tega. Imeli smo 3 mentorje, dokumentariste, ki so nas spodbujali celo leto, smo bili v procesu razvoja filma, 16 je bilo. Tako da to se je začelo, pol 1 leto, 2 leti je minilo, sem bila sama v tem procesu. Pol pa slučajno sem dobila enega producenta, ki je pristopil do mene, tako da pol se je še s producentom začel proces, pa s sredstvi, pa pol z montažo, pa en montažer, pa drugi, pa tako da traja. Evo, snemaš, tudi fotografiraš rada, ne? Že od malega? Ja. V bistvu se je začelo s tem ustvarjanjem in slikanjem, pol pa sem v osnovni šoli se pridružila fotografskemu krožku, ne vem, bila sem v 6. razredu in sem pol res zagrabila za to fotografijo, nekaj me je ful potegnilo in to je ostalo, no. Kakšne motive imaš najraje? Kaj najraje slikaš? Definitivno najraje fotografiram na ulici, na potovanjih, ljudi. Imaš potem dosti opreme, ko greš? Probam čim manj, da sem čim bolj neopazna, ne? Da čim bolj skrito, da res ujamem te neke momente, ki so neponovljivi, unikatni, ki se zgodijo in človek sploh ne ve, da si jih fotkal, si ga fotografiral. Je to lastnost dobrega fotografa, kaj še mora imeti vse? Potrpljenje, idejo, domišljijo? Pa odvisno, kaj fotografira, ne? Ustvarjalnost, ja, dobro si povedal. Dobro oko predvsem, ne, res tako pozorno opazovati, posebej, če se gre za te momente, ki so na ulici, naprimer, da res si prisoten v dogajanju in imaš nekako oči povsod. Intuicija in delo. Razstave imaš tudi fotografske, kje jih lahko vidimo? Pa niti ne fotografske, različne razstave, no. Eno sem imela zanimivo razstavo v Izoli, v Sončni dvorani, sem razstavljala grafike oziroma odtise kamnov iz plaže Bele skale. To je tudi čisto spontano zgodilo. Ne vem, enega sem sa foro probala odtisniti ten kamen in je bilo ful dobro, tako dober odtis. In pol sem začela iskati te nenavadne kamne in vse te vzorce in kaj narava ustvari. V bistvu pa, sicer pa ja, zdaj pripravljam še eno razstavo, oziroma zdaj je že odprta v Ljubljani, v podhodu Ajdovščina. Pa razstavljam eno veliko fotko, pa neka pisma. Tako da to je zdaj na voljo za ogled, 2 meseca bo zdaj. In to fotografiraš za sebe ali te kdaj tudi kdo najame? Pa tudi me kdo najame. Sicer s fotografijo res nisem več toliko aktivna, bolj se je prelevilo nekako v film. Začelo se je z risanjem, pol z fotografijo, pol je šlo v film. Se mi zdi, da vedno iščem medij, ki me lahko najbolj podpre pri temu, da izrazim to, kar čutim. Tako da je vseeno, če je to, kaj to je v bistvu.
Ustvarjaš pa tudi na drugih področjih, grafike, nakit. Kako si tukaj dejavna? Ja, grafike imam tudi ful rada zadnja leta, ta linolej, izrezovanje, iskanje nekih linij, to mi je ful pri srcu. Nakit pa tudi že par let, ful imam rada uhane. In na neki točki sem bila tako, ne morem si kupovati več toliko uhanov, moram jih začeti sama delati in sem začela sama delati. Eno obdobje sem jih tudi prodajala in sem bila kar aktivna tle, ampak to je pol to, kam bi se usmerila, ne? Ker eno obdobje je bolj film, eno obdobje je bolj nakit, drugo grafike. Dneve imaš torej polne, imaš še kaj prostega časa sploh? Zakaj drugega, ko ne ustvarjaš, ko nisi v umetnosti, ko ne potuješ? Ja, imam, si vzamem. S psom se tudi zelo rada ukvarjam v prostem času, z mojim 16-letnim Brunotom. Gledaš tudi sama rada filme, mogoče kakšne zvrsti? Dokumentarne mogoče? Kaj imaš najraje? Ja, vse mogoče. Dokumentarni so mi kar blizu, najbolj te, ki so v bistvu neki bolj poetični, ne neki televizijski dokumentarci, ampak te, ki grejo v neko globino, v poetiko, to, kar tudi sama probam delati. Gledam pa tudi kak trash, kdaj. Plešeš, poješ? Si spoznala kdaj na kakšnem potovanju, kakšne posebne plese? Ja, v Palestini, na primer, sem spoznala enega fanta iz Gaze, ki pleše dabko, to je ful znan ples v arabskem svetu. In je, ne vem, kako bi to primerjala s kakšnim slovenskim plesom, ampak te mladi ljudje so to dabko ful naredili neko svojo in res nek ulični ples iz tega in to je tako ful dobro gledati in je tako čisto nekaj drugačnega in posebnega. Še dan ne zaplešeš? Ma nehaj, dej! Kaj pa, kuhaš rada kaj? Imaš kakšno orientalski jedilnik? Naredim ful dober humus in ful dobre falafle, to moja sestra bo potrdila. Ful rada naredim humus in v Jordaniji sem se naučila ful dober humus narediti. Ja, obožujem začimbe orientalske in meto in vse to. Italijansko kuhinjo tudi? Kaj? Italijansko kuhinjo tudi? Pa v redu italijanska, si veš, da jaz sem bolj za arabsko. Športa spremljaš kaj? Ma ne bi o športu. Ne? Veš kaj? Hodiš kaj v hribe? Zdaj nisem. Vprašaj me eno nenavadno stvar, ki se mi je zgodila, ti bom povedala o tej lisici. Ja? No, boj, da te je ugriznila tudi lisica. Ja. Kakšna je tukaj zgodba? To se je pa v bistvu v Palestini zgodilo. Bila sem na terasi hiše, ki ima zadaj tako en gozd. In sem delala jogo, pač vsak dan delam jogo in sem delala jogijsko sproščanje. In pač na tej terasi je bila ena taka mala mačka, ki je ves čas nekaj me grizla in hecala, ko sem jaz delala jogo. In jaz sem v tem jogijskem sproščanjem in me pač v šavasani, in me ugrizne nekaj za prst in sem mislila, da je to ta mačka. In sem bila tako, ok, ne bom reagirala, ker pač itak to nas obdela. In potem me ful bolj ugrizne. Še enkrat? Ja, in sem zakričala in sem pogledala in je pač bila lisica, ki je zbežala na srečo. Tako da ja, to je ena taka bizarna zgodba. Je potem zbežala, ko si se zakričala? Ja, ampak pol en dan kasneje sem videla pač lisico in mačko, ki so skupaj jedle hrano. Tako da mogoče je bila malo bolj udomačena. Ja, verjetno, ja. Kakšne imaš načrte za prihodnost? Kje te lahko srečamo? V bistvu si ful želim zdaj iti potovati. Zdaj sem 3 mesece garala. Nekaj sem zaslužila za to, da grem potovati. To mi je bil ves čas cilj v glavi nekako. Želim si iti najprej v Istanbul, mogoče kak mesec tam preživeti. Pa naprej bom videla, mogoče obiskati eno prijateljico na Tajskem, v Indijo si ful želim iti. Tako da se mi zdi, da bo to zdaj tako leto potovanje. Ajde, upam, da se ti uresniči vse želje in hvala, da si bila moja gostja. Hvala, in se vidimo, ko bo dokumentarni film zunaj. To je bilo za danes vse. Hvala lepa za pozornost in lepo zdrav do prihodnjič.